Danes v novicah med drugim predstavitev obsežne biografske knjige o življenju in delu Mance Košir. Likovna skupina Harmonija razstavlja v Šentjerneju. Predstavili sodoben senzor za merjenje glukoze. V sklopu novomeških poletnih večerov je bil tokrat eden od vrhuncev letošnjega festivala predstavitev obsežne biografske knjige o življenju in delu Mance Košir. Knjiga je sestavljena iz autorefleksivnih odlomkov iz Mančine zelo obsežne zapuščine. Preden se je poslovila, je izrazila željo, da bi iz prav teh zapisov nastala njena biografija. Ja, jaz sem bila zelo vesela, da je Manca za to delo pooblastila prav Žigo Valetiča, ker je dejansko to nastajalo občutki so bili zelo stresni, ker je bilo treba iz vsega, ker je iz vse Mančine zapuščine, vse te spise zbrati in Žiga se je temu res srčno posvetil in sem res srečna, da je to tako sjajno speljal. Bilo je veliko dela, tako kot je Tina rekla, bilo je zelo intenzivno, tudi nisem delal tega zelo dolgo, prav to sem delal 3 mesece, ampak te 3 mesece so bili kot v nekem transu. Dejansko sem moral prebrati približno 2000 datotek, ki smo jih našli v Mančinem računalniku. Tako je nastala knjiga Manj je mene, bolj sem jaz, ki nas vodi skozi Mančin notranji svet in postavlja v širši kontekst neizmeren pomen njenega dela tudi na področju bralne kulture. Veliko novih stvari, tudi o recimo svojih prednikih, ne vem, če veste, da v bistvu izviramo iz Novega mesta, dobro, to sem vedela že prej. Mančin oče je klele na Pugljevi ulici se rodil in to je bila v bistvu družinska hiša Koširjev. Tako da, ampak res zelo veliko novega, predvsem pa ta občutek, tako kot to bereš, je tako, kot da je Manca živa in kot da je slišiš in kot da ti govori. Skupaj je avtor biografije vestno pregledal več kot 500 tekstov, ki jih je napisala Mančina roka. Bila izjemna osebnost, vse njene podosebnosti, vsi njeni vidiki njenega delovanja so zdaj mogoče res prvič zbrani na zelo kakovosten način, se mi zdi. In ta knjiga bo marsikaj pokazala o tem, da je bila po moji presoji ena največjih Slovenk. In še danes je med ljudmi zelo živa, nekaj, kar bi bilo tudi Manci Košir gotovo zelo pri srcu. Koliko smo dobili pisem in pričevanj po njeni smrti, ko so se ljudje tako radi spominjali, na kak način jih je vse navdihana in tudi tako v osebnih srečanjih. In tudi zdaj še praktično ne mine dan, da me kje kdo ne ustavi in ne podeli kakšne zgodbe in kakega navdiha. Gre za res eno najbolj težko pričakovanih literarnih del letošnjega leta. Da je vedela ona ves ta čas, da je nek kanalizator, nek strelovod za stvari, ki se v družbi dogajajo. Mislim, da v prvi vrsti ni šlo za to, da bi ona reflektirala samo sebe, ampak zavedala se je in čutila je in razumela je, da pravzaprav s tem, ko svoje življenje reflektira svet okrog sebe. Na odru pred založbo Goga sta se avtorju biografije Žigi Valetiču pridružili tudi Mančini hčeri Tina Košir in Ladeja Godina Košir. Pogovor je vodila Karmen L. Oven. Posavski muzej Brežice je v sodelovanju z Zavodom Glasbena akademija Pehlivanjan na grajskem dvorišču gostil poletni gala koncert, na katerem so odigrali Mozartovo opero Don Giovanni. Nastopila je vrhunska slovenska glasbena zasedba, dirigenti in pevci pa prihajajo tako rekoč iz celega sveta. Ja, priprave so se začele že tam nekje 19. 20. julija in kar intenzivne, medtem ko od nekje začetka avgusta pričnemo s koncerti kot turnejo po Sloveniji in letos imamo opero Don Giovanni od Mozarta. Mogoče en kontrast prejšnjemu letu, ko je bila zelo pozno romantična opera, zdaj klasicistična, ampak vseeno zelo z aktualno vsebino, kot je vedno pri Mozartu. This year's opera is very special because it's one of the most masterful operas ever written by Mozart. And it's called Don Giovanni, so it's a very popular one and very deep and also some humor inside, but very deep music
difficult to interpret, and we're very proud to be able to give our last concert in Brežice. Why Brežice? Is because I love this place. I love this castle, the small hall inside, and also this pavilion that we have, and I think it's a very professionally done. Kljub času dopustov je v Posavskem muzeju tudi v poletnih mesecih kar pestro. Naše poletje, muzejsko in grajsko, seveda vedno pestro, tudi letos je tako. In že 15. avgusta pri nas gostuje Peljevanje in Operna akademija. Gre v bistvu za projekt vsakoletni, ki združuje mlade glasbenike iz celega sveta. Tudi recimo tiste, ki so že mogoče bolj preizkušeni, pa tisti, ki so manj. Dvorišče pa seveda krasno prizorišče za koncertno izvedbo opere. Tako da v bistvu vsako leto poslušamo nekaj izjemnega, od Seviljskega Brivca, Carmen Traviate, La Bohème, je tokrat Don Giovanni. Projekt poteka v sodelovanju z Zavodom Glasbena akademija Pehljivanjan z Bleda. We are training and helping the young professional singers, conductors and orchestra members to do tours in the summer, and we have auditions all over the world for singers and conductors, and all the orchestra is 100% Slovenian. So this is our mission, and we bring the opera to the public. This is what we do, opera to the people, basically. Kljub dopustniškemu času se prirediteljem za poslušalce nikoli ni treba bati. Ta koncert zdaj že res je uveljavljen in obiskovalci v bistvu pridejo z celotnega Posavja, tudi širše, tudi sami pevci in glasbeniki pripeljajo koga, ker je to danes njihov zaključek turneje in nekako je zdaj že to petič in verjamem, da bo še velikokrat. V sklopu praznovanja Jernejevega 2025 so v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju odprli razstavo likovne skupine Harmonija pri tamkajšnjem društvu upokojencev z naslovom Barve narave. Razstavljeno delo prikazuje lepoto pokrajine, cvetja in letnih časov, vsako pa nosi v sebi individualno zgodbo s čustveno noto. Ljubezen prvič do narave, napajam se iz lastnega mojega vrta in samooskrbe. Uživam, tam se napajam, potem pa samo še kaj dobrega pojesti od zelenjavce in potem se barve pa kar rojevajo. Trudim se, da naravo prikažem na svoj način, da povzamem iz narave tisto, kar imam rada in potem ne težim k temu, da je moje slikarsko delo posnetek, realistična podoba tistega, kar sem naslikala, ampak v bistvu moje doživljanje narave. Obiskovalci so lahko opazili raznolikost slogov 8 slikark, društvo upokojencev pa si želi, da bi ta razstava privabila še več umetnikov. Naj povem, da smo izredno ponosni na to našo likovno skupino, ki deluje v okviru našega društva. In z veseljem smo se danes odzvali na povabilo te razstave, na otvoritev. Kultura in veselje in radost do življenja gresta z roko v roki. Zato smo na to razstavo ponosni in veseli. Predvsem tega, da sekcija deluje tudi znotraj društva upokojencev Šentjernej, s katerimi tudi kot občina odlično sodelujemo. Upam, da bodo tudi v prihodnje pri nas živeli ustvarjalci, ki bodo z likovno umetnostjo obogatili naš prostor in nas razveseljevali. Poleg slikanja je pomembno tudi druženje. Ja, to pa sploh, to sem pa zelo rada med ljudmi. Mislim, da imam zelo velik krog takih dobrih ljudi in prijateljev, da kamor grem je zelo lepo iti. Se veliko pogovarjamo, šalimo, seveda, smejemo. Ko pa čisto zares ustvarjamo, smo pa čisto popolnoma tiho. In takrat vsak za sebe ustvarja, imamo tudi mentorja, ki pa nam ponudi svoje znanje in dopusti in dovoli, da delamo
vsak tako, kot pač začuti. Predsednik društva redno podpira slikarke in njihove projekte, želi pa jim še dolgo ustvarjanje. Da ta trud uporabljajo še naprej, da želijo oziroma da razvijajo med sabo prijateljstvo in da iz tega prijateljstva zlijajo seveda vse svoje zamisli na pladnja, ki jih bomo pa z veseljem tudi v drugih krajih razstavili, če se oni seveda tudi te zadeve zaželijo. Razstava je bila množično obiskana, dogodek pa so popestrili s kulturnim programom, glasbenimi nastopi in govorom župana. V prostorih Društva diabetikov Novo mesto so organizirali delavnico, v okviru katere so predstavili senzor Sibionis GS1. V društvu se združujejo sladkorni bolniki, strokovni delavci in drugi, ki so na kakršenkoli način povezani z diabetesom. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1986, njegovo delovanje pa je razširjeno na vse dolenjske občine. Jaz sem začela z prekuhavanjem brizgalk pa igel, zdaj je pa to novejša izvedba, tehnično zelo napreduje to zdravljenje in črpalko in zelisko uporabljam 17 let, senzor pa 3 leta. Senzor omogoča neprekinjeno spremljanje ravni glukoze in se vsakih 5 minut posodobi prek aplikacije Sibionix, s čimer odpravlja potrebo po pogostem zbadanju in skeniranju. 14 dni lahko spremljajo podatke, na vsakih 5 minut dobijo novo vrednost glukoze, tako da imajo na dan 288 meritev glukoze, praktično non-stop jih spremlja, vidijo vse spremembe, ko kaj pojejo, kaj jim določena hrana naredi, ko so aktivni, kako se odzove glukoza. Med aktivnostmi povezani z vodo sistema ni treba odstraniti. Sistem je zasnovan tako, da je nevsiljiv in eleganten, ter se ga lahko samozavestno in udobno nosi ob vsaki priložnosti. Tako da dobijo odlično izkušnjo in na podlagi te izkušnje si lahko tudi uredijo sladkorno bolezen. Pred namestitvijo senzorja napravo najprej pripravimo za uporabo in razkužimo mesto namestitve. Združimo napravo na takem trdem delu, evo, in namestimo senzor. A je kaj bolelo? Ne. Nič. Ne. Takole. Po namestitvi s pomočjo predhodno nameščene aplikacije preberemo črtno kodo na embalaži. In začel se bo čas ogrevanja. Vidite, 1 uro se senzor segreva, potem pa dobimo prve podatke. Tukaj imate, boste imeli potem dnevnik, koliko je dnevno povprečna glukoza, koliko časa ste bili v ciljnem območju, koliko časa ste bili nad in pod ciljnim območjem. Dejavnost društva obsega izobraževanje in obveščanje članov o novostih na področju diabetesa, organiziranje rekreativnih in družabnih srečanj, strokovnih predavanj ter druženje. Povprečna starost v našem društvu je starejša. Generacija mladih ni v društvu, imajo svoje obveznosti in potem se še težko vključujejo v to društvo. V društvu je trenutno registriranih 180 članov in članic, vendar pa z veseljem sprejmejo nove, ki menijo, da lahko v društvu kaj pridobijo in tudi prispevajo. Iz zakladnice našega arhiva o 35-letnici televizije Vaš kanal. Na ploščadi Kmetijske zadruge Krka v Žabji vasi je bilo včeraj popoldne še posebej živahno. Iz vročih Aten so se namreč domov vrnili mladi kolesarji novomeške Krke, ki so nastopili na Evropskem prvenstvu do 23 let. Še posebej pa je žarel srebrni Jure Zrimšek. Številni kolesarski navdušenci so Juretu čestitali za srebrno medaljo v kronometru, ki je po lanskem bronu še bolj dragocena. V krajši slovesnosti je zaigrala novomeška godba Napihala, mladi kolesarji Jani Brajkovič, Tomaž Nose in Jure Zrimšek pa so še enkrat spregovorili o svojih občutkih in dogajanju v Atenah. Presrečen nad novo kolajno je Jure za Vaš kanal povedal.
Jure, še enkrat iskrene čestitke za osvojeno srebrno medaljo na Evropskem prvenstvu. Kako ste sami zadovoljni? Kaj je zdaj bolj pomembno? Srebrna medalja, bronasta medalja, kaj vam več pomeni? Največ mi pomeni zdaj ta srebrna, ker je bila proga, ne vem, sigurno ima še enkrat teže kot lani. Lani je bila čisto ravna, letos je bila valovita, tako da sem res tisto, če nisi bil dober, nisi mogel nič narediti. Tako da se je pokazalo, da sem bil res vrhunsko pripravljen. Trener Milan Eržen je poudaril, da so fantje sposobni še boljših rezultatov, tako da si vsi skupaj lahko nadejamo novih uspehov in medalj. Podžupan novomeške občine magister Adolf Zupan je v svojem govoru poudaril, da kolesarji s tovrstnimi uspehi veliko prispevajo k promociji in uveljavitvi dolenjske regije, tako v nacionalnem kot mednarodnem prostoru. Poleg Jureta, ki je prejel številne nagrade in ob koncu slovesnosti tudi nazdravil šampanjcem, sta se novega uspeha najbolj razveselila Juretova starša Majda in Franc, ki sina vseskozi podpirata na njegovi športni poti. Ja, priprave na to evropsko prvenstvo je bilo precej dolgo, to se pravi, bi rekel, od spomladi. Mogoče ste opazili, da Jure ni dirkal nekaterih velikih dirk. To je načrtno, to je trenerjevo delo, ker to ne odločam jaz. In res se vidi tudi po Juretu, da je izgubil nekaj kilogramov. Že potem vidiš, da je bil pripravljen. Daljši prispevek o uspehu Jureta Zrimška, ki si je praktično že zagotovil nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Atenah, pa si oglejte v ponedeljkovem Kronošportu.